V Vipavski dolini na Goriškem pa je burja že ponoči in zgodaj zjutraj ruvala drevje, odkrivala strehe in povzročala težave v prometu. Najmočnejši sunek, kar 146 km/h, so izmerili okrog 11 v bližini sela in ta je tudi prevrnil manjši tovornjak na viaduktu hitre ceste. Popoldne pa se je narava razbesnela v zgornjem Posočju. Mateja Polšak-Čuk. Močan veter je zjutraj na Goriškem izruval več dreves, tale ogromna cedra tik ob muzeju tihotapstva na Rafutu je padla med hišo in lopo. Noci so začeli jesti in to jesi žena in je zapihalo veter in kar obrnilo naenkrat je rukalno dole. In to sem eno leto, tujca, 3 leta nazaj na občinu, da bi se to umakali. Ja, da bi umakali. In to je prišla ena gospa iz vasi, da je to zaščiteno, da se ne sme tikati. Evo. Na srečo drevo ni nikogar poškodovalo, ostali pa so brez elektrike, kot 964 drugih gospodinstv na Primorskem sredi današnjega dne. 5. zjutraj so približno na celotni tle Goriški, nekaj manjših defektov, nekaj večjih. Vetrolom, posledica dreves, padcev dreves na samo omrežje. Burja je bila tudi v Novi Gorici tako silovita, da je kontejner, ki je stal tukajle, najprej porinilo v ograjo, jo prevrnilo in ga odneslo na drugo stran ceste. Poleg elektro- in komunalnih delavcev so bili že od jutra na delu tudi gasilci od Ajdovščine do Nove Gorice. Pomagali so prevrnenemu tovornjaku na viaduktu Vipavske hitre ceste. V Črničah je burja odkrivala pločevino na strehi osnovne šole. Trenutno smo imeli v Črničah 3 intervencije. Eno smo intervencijo imeli na osnovni šoli. Smo rešili, kar se je dalo, zdaj imamo tukaj sanacijo te strehe, bomo morali tudi rešiti, kar se bo dalo. Do 15:30 so na Severnem Primorskem našteli več kot 100 intervencij. Najhujše pa se je za prebivalce zgornjega Posočja šele začenjalo. Predvsem opozarjam ljudi, da pazijo, da so previdni in ko se gibajo zunaj, da jih ne prileti v njih kakšen kos pločevine ali česa drugega. Tudi na Bovškem so izmerili 145 km sunek vetra. Najbolj je poškodovalo streho nove hale podjetja TKK Srpenica. Na Kobariškem so ob koncu popoldneva našteli 18 intervencij na različnih strehah, veter pa še vedno ne pojenja. Tudi sneg je zjutraj in dopoldne povzročal nekaj težav, predvsem na cestah. Zapadlo ga je sicer manj, kot so sprva kazale napovedi. Najmočneje je snežilo na Notranjskem in Kočevskem. Največ snega je zapadlo na Gorjancih in pod Snežnikom, okoli 25 cm, nekaj manj pa na Blokah. Sem mislila, da bo že pomlad, ampak ne. Včeraj, preden sem šla spat, jasno, zvezde, smo rekli, se ne bo tule. Zjutraj se pa zbediš, pa ne veš, to res ni normalno.